Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji športni oddaji gostimo sankačico Nušo Šubic, ki uspešno nastopa tako na tekmovanjih v Sloveniji, kakor tudi v tujini. Lepo pozdravljena v našem studiu. Lep pozdrav. Najprej me zanima, kaj vas je pritegnilo, da ste se posvetila temu športu? Najbolj mi je pritegnilo, da sem pri Nonotu Stanetu gledala vitrine polnih pokalov in sem si tudi jaz želela veliko tega. Je k temu pripomoglo kaj tudi dejstvo, da na Talerju obstaja sankaška steza? Da, tam sem tudi začela prve sankaške podvige. Sankanje je vrsto let sodilo med zimske športe, vendar mile zime so vas prisilile k temu, da ste začeli iskati alternativne možnosti, katere ste našli v sankanju na koleščkih. Kaj vam je bolj všeč, zimsko ali poletno sankanje? Meni je vse všeč, tako da nimam njih velikih. Sankanje je sicer sestavljeno iz različnih kategorij. Poznamo tekmovalne sanke, športne sani, potem sani na koleščkih. Kakšne so razlike med temi zvrstemi? Na sankah za polet se voziš v bistvu po koleščkih, po zim na tekmovalnih imaš take bolj nizke sanke, si bolj pri tleh, na športnih si pa take bolj visoke, tekmovalne so take malo hitrejše. S seboj ste v studio prenesli tudi dve različne zvrsti sank, tekmovalne sani in pa sani na koleščkih, pa bi vas prosil, če lahko malce opišete posebnosti posameznih sank. Ja, na tekmovalnih za pozim se voziš po takih šinah, ki jih moraš tudi veliko brusiti, da dobro drsijo. Na tekmovalnih za polet moraš pa le ležaje malo spucati, ki se tudi umažejo od vode, vsega po dežju in tudi koleščke, da malo lažje drsijo. Katere sani pa so hitrejše, kje so višje hitrosti, pozimi ali poleti? Mislim, da so bolj pozimi na ledu in na velikih progah je tudi led zelo hiter. V svoji dosedanji karieri ste dosegli že kar nekaj odmevnih rezultatov, na katere ste najbolj ponosna? Ja, najbolj sem ponosna na tekmi za mladinsko svetovno prvenstvo, kjer sem dosegla 11. mesto, kar je bilo tudi moj najboljši rezultat v prvem letu, ker sem mladinka, ter pa tam, da smo hodili malo po Moskvi in smo šli na člansko evropsko prvenstvo. Kot ste omenila, ste še mladinka, vendar pa že nastopate v članski kategoriji. To pomeni, da ste med uspešnejšimi sankačicami v Sloveniji. Ja. Kako pa se pripravljate na sama tekmovanja? Ja, s suhimi treningi, kjer ponavadi zapremo cesto za nekaj časa in se potem spuščamo. Kako pa je situacija v zvezi s koronavirusom vplivala na letošnjo sezono? Zimska sezona se je predčasno zaključila, poletna se pa ni začela še in tudi evropsko prvenstvo v Avstriji se je moglo prestaviti na drugo leto. V preteklosti smo bili v Idriji že priča poletni tekmi z sankami na koleščkih. Se lahko podobni izvedbi nadejamo tudi letos oziroma v prihodnjih letih? Ja, mislim, da bo velika možnost, da bi bila v Idriji še kakšna tekma, saj se jih s Hrvati in drugimi klubi v Sloveniji menijo, da bi tudi tukaj potekalo tekmovanje in pa mogoče v naslednjih letih tudi svetovno ali evropsko prvenstvo. Nastopate za domači sankaški klub Idrija. Koliko tekmovalcev je v klubu in kakšne rezultate dosegate? Mislim, da nas je približno 50, dosegamo dobre rezultate, veliko prvih mest na zmagah za slovenski pokal in veliko drugih. Kako uspešen pa je idrijski sankaški klub v slovenskem merilu v primerjavi z ostalimi klubi? Smo kar dobri, saj smo na drugem mestu za Podljubelom, tako da smo kar zelo uspešni. Kakšni pa so vaši načrti in želje glede sankanja v prihodnosti? Ja, upam, da bom dosegala boljše rezultate še in da gremo še kam drugam, kot letos smo šli v Moskvo, pa da spoznamo še malo bolj svet. Nuša, najlepša hvala za gostovanje v našem studiu, v upanju, da vam bodo zime v prihodnje omogočili tudi več izvedb tekmovanja na Talerju in pa seveda tudi izvedbo tekmovanja na cestah v Idriji. Vam, dragi gledalci, pa hvala za pozornost in vabljeni k spremljanju tudi naslednjih športnih pogovorov.